Dragi moj Watson, jaz ugotavljam, da sta dajna današnja gostja moški in ženska, veš. Sherlock, kako si pa ti to pogronto? Z logiko in dedukcijo. Ja. S čim? Ne, intuicija mi pač pravi, da sta moški in ženska in da sta oba detektiva. Veš kaj, dragi moj Sherlock, jaz ti to nič ne verjamem, zaradi tega, ker ti si voditelj te oddaje predvsem. In seveda veš, no, kdo so gosti v našem studiu, ker si se moral pripraviti na ta pogovor. Pa si me razkrinkala. No, Torej, v glavnem, ja. naša gosta sta Janko Trivunović, zasebni detektiv, nekdani predsednik Detektivske zbornice Slovenije in ena redkih detektivk v Sloveniji, te so še posebej nevarne, Bernarda Rač-Krabar, pozdravljena. Lep pozdrav. Dobar dan. No, a sta res detektiva, se lahko s čim izkažeta? Vsi, Prosim, ja. običajno. Izkaznico, prosim, to tako ja. gre, ne? Tako gre, dobar dan. Dobar dan. Moje Aha. ime je Janko Trivunović, detektiv, Detektiv. član Detektivske zbornice Republike Slovenije Pa vi? in s tem se pa moram izkazati. In če tega detektiv nima, potem ni detektiv, ne? Tako. Moram samo poudariti, da detektivi imamo značke, ki so novejše, so zlate barve, ta stare so bele in ravno ta razlika je med pravimi detektivi in tistimi, ki niso več. Tiste nič ne veljajo. Tiste nič ne veljajo več, tako je. Običajno pa za stranke dobro, da zadevo preverijo na detektivski zbornici, tako da lahko se tam pozanimajo, kdo je pravi detektiv in kdo se za to lažno izkazuje. Ker vsi pravi detektivi so člani detektivske Tako, zbornice. obvezno članstvo je. Ja. Dobro. Se verjetno sta opazila, pa tudi naši gledalci, da smo Ja. malo podlegli stereotipom, ne, Sherlocka in Watsona in tako naprej. In tukaj pravijo te razne detektivske knjige in filmi, da detektiv samo s pomočjo svojega briljantnega uma, ne, malo sedi pa razmišlja, razreši še tako zapletene primere. Ha? Koliko je resnice v tem? V resnici to ni tako, ne, detektivi smo kar, delamo trdo in moramo se kar dostikrat namučiti, da rešimo marsikakšen primer. Moramo dokaze zbrati kvalitetno, da jih kasneje uporabimo kot morebitne dokaze na sodišču, tako da naše delo je dejansko trdo in vztrajno. Samo moment, Rok je preomenil logiko, dedukcijo, pa kaj že, intuicijo, kako pa to pride recimo... Ja, definitivno tudi mora imeti detektiv neko žilico, ne, nekaj več kot ostali. Ne. Dejstvo pa je, kot je že kolega povedal, ne, na vsak primer se je potrebno dobro predhodno pripraviti, zbrati vse informacije in potem jih na terenu preveriti, zadevo speljati, tako da je to tono. Zdaj še en od stereotipov je recimo, da detektivi zasledujete nezveste moške, pa tudi ženske. Predvsem to delate. Nažalost, jaz sem pred leti poimenoval to nacionalni šport, ker je tega bilo resnično veliko. Danes pa imamo tega dela samo 5%, pa še to ne. Zakaj? Ker so ljudje bolj zvesti ali... Očitno so tudi malo prevzeli detektivskih navad in sami raziskujejo oziroma poskušajo sami ugotavljati. Se na lažji način pridejo do teh podatkov, skratka ni več teh naročil. Bernarda, je vas kakšna ženska najela za to, da bi zapeljali njenega moškega? Ne, pa tudi, če bi me to zadeva, ki ni etična in tudi sam kodeks, pa tudi sama persona, mislim, to mi ne pride v poštev. Kako bi se pa vi lotili recimo ugotavljanja, ali dejansko ima mož ljubico ali ne? Čisto odvisno od primera, ampak najprej vsekakor skozi razgovor samo stranko. Sej običajno že tudi ženske kot take imamo neko intuicijo, ki nam pravi, ali je zadeva sporna v zakonu ali ne, tako da skozi pogovor najprej, potem pa skozi druge stvari, razgovore se pravi za družbo, s katero se mož druži in tako naprej. Ne. Kakšne dokaze hočejo te ženske? Recimo, da so res prepričane, da je to je pa to. Čisto odvisno. Načeloma to, da jaz rečem, ja, sem ga videla tam z nekom, z neko drugo žensko in to je. Ja. Še en stereotip. Ja. Detektiv mora razmišljati kot kriminalec, drugače pri svojem delu ni uspešen. Kaj pa boste na to rekli? Žal to ne drži. Je pa res, da detektivi razmišljamo velikokrat, bi rekel, poskušamo razmišljati na isti način, ker modus operandi moramo poznati zelo dobro. Modus operandi, ja. Vseh naših bodočih pacientov, recimo, kako ljudje zlorabljajo bodisi bolniško, bodisi kako pridobiti dokaz o nezvestobi. Skratka, moraš že vnaprej malo razmišljati, kako, na kakšen način, kaj uporablja, kje se dobiva in tako naprej. Tako da
smo podvrženi temu nekako boljšemu razmišljanju kot kriminalci. Ja, s tem se definitivno strinjam, ker mi moramo biti korak pred njimi, če hočemo zadevo razrešiti, kar je čisto Ideš korak pred njimi, ne, to je to. Ampak zdaj, ko že razbijamo stereotipe, eden od njih je recimo, da so moški detektivi. Ne, Ja, ne, ženske imajo v knjigah to kot hobi, ne? Ja, Kaj Jessica drugega Fletcher, počnejo, recimo, ona se vedno znajde tam nekje, pa malo za šalo še razreši kakšen primer. Zdaj, a imate vi recimo kot ženska kakšno prednost, razen intuicije, ki ste jo prej omenili? Ja, spet odvisno od primera. Ne. Sigurno v nekaterih primerih ga imam. Ne. Recimo, če me stranka najame, neka stranka, da mora iti k nekomu, recimo k neki ženski, ki je agresivna do moških, sigurno bo najela mene, ne bo najela kolega, ki tukaj recimo ne bi pridobil informacije na tak način, kot bi jih jaz. Ne. Verjetno je eno od prednosti oprosti tudi ta, da dejansko ljudje razmišljajo tako, da so moški bolj tisti, Tudi mogoče to, ja. ki se s tem Tudi ukvarjajo. Pa vi gledate na ženske kolegice? Jaz bi si želel, da jih je več v naši zbornici, žal pa rezultati kažejo ravno nasprotno. Kolegica je ena od redkih, ki se je uveljavila, drugače imamo približno od 87 detektivov, od tega jih je samo 20 žensk, ki posedujejo licenco, vendar ne delajo, delata praktično 2 ženski in to je zelo premalo. A zaradi tega, ker je ta poklic tako naporen? Sigurno je težko, ja. Vedno moraš biti pripravljen na vse, ne. Moraš biti zelo prilagodljiv in še veliko stvari je, ne, ki jih moraš posedovati, tako da ja. Se pa da dobro zasluži s tem poklicem. Ja, če to aktivno upravljaš, ja. Še nekaj rešimo. Prej smo slišali informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc-Musar v napovedniku. Namreč zbiranje informacij recimo je zelo pomembno pri vašem delu, pa vendar obstajajo neke omejitve. Ne? Se pravi, ne smete čez ograje na zasebno zemljišče, ne smete gledati v spalnico in ne vem kaj. Kaj pa potem počnete? Mislim, kje pa potem zalotite te ljudi? Ravno to je zelo pomembno pri našem delu, da vemo, kje je ta meja med tako imenovano zasebnostjo, do kam mi smemo iti, do kam pa ne. Torej, kje so tiste meje, odvisno od primera do primera. Ravno informacijska pooblaščenka je tukaj poudarila, da detektivi, ko pridobivamo podatke, oziroma hočemo nekaj poslikati, dokaze zbrati, nekoga lahko slikamo samo na javnem kraju. Pa še ta oseba mora biti predmet, naročnik mora imeti pravico ga zasledovati, oziroma pravico kontrolirati. To pravico prenese na detektiva. Ne? Ko pa pridemo mi do meje, kjer je zasebnost, kot je spalnica, kot je kuhinja, takrat pa tam ne smemo niti posegati, niti fotografirati. Skratka, tukaj moramo poznati, kje je ta meja in se moramo na tak način tudi ravnati. A je vas, Bernarda, že kdo kdaj zalotil? Ja, sigurno sem bila recimo kje na terenu, pa so prišli pa me vprašali, kaj tam počnem. Ne? Moj odgovor je bil ta, dokler sem na javnem mestu, tam lahko stojim tudi en teden. Dobro, v redu. Prej smo že govorili o nekaj o logiki pa dedukciji in tako in mi dva mava pripravljen, oziroma naša novinarka Mateja Česa se potrudila in našla eno logično uganko. No, pa da vidimo, kaj čaka naša gosta. Deaktiviraj bombo. Kakšno bombo sred Slovenije. Da deaktivirate bombo, morate na tehtnico položiti 5-litrsko steklenico, v kateri morajo biti natančno 4 litri vode. Pomagajte si s 3- in 5-litrsko steklenico pod smrečico za vami. Sam še 2 minuti. Torej imam 3-litrsko in 5-litrsko steklenico, sem noter pa moram brez kakršnekoli pomoči naliti na tanko 4 litre. Vodo lahko sicer dotaknem, ampak samo s tema 2 kantoma doliti sem samo 4 litre, pa še čas me preganja, a ne, sej ura pa stoji. Tako da, draga detektiva, kljub temu, če nočete, da nas tukaj raztrešči, nam pomagajte. Časa imata več kot dovolj. Ja, mislim, da ste vsi ugotovili, predvsem za vse tiste, ki niste poslušali, naj vas opomnim, da za Bežigradom ni prav nobene nevarnosti, nobene bombe, le naša novinarka je posnela to zanimivo uganko, torej brez panike. Ja, midva bova pa tole sedaj Janko rešila, ne? In sicer, da ponovimo, ne? Naloga je, tukaj je 5 decilitrski v našem primeru kozarec, ne velja, veste, da boste tukaj kar odmerilo menzuro, to ne? In tukaj 3 decilitrski kozarec. Tukaj, v tej menzuri, se morajo pa znajti 4 decilitri.
Izvolite. Pa nimate 2 minuti časa, veste, tako kot je Bo mogel Mateja biti rekla. kar hiter. Ja, boste morali biti kar hitri. Recimo, če je to 1 liter, če ga prelijemo v pol-litrski kozarec, Ja, pazite tam na oznako, da se ne bo kaj pripetilo. Takole. bomo približno. Ja, ste. Torej imamo tukaj zdaj pol litra, Tako. tukaj smo rekli, da imamo 3 decilitrski Kozarec, ja. kozarec, prelijemo 3 decilitra in ostaneta samo 2 deci. 2 deci. In to gre v menzuro. To gre v menzuro. Ampak to je šele 2 deci. To je šele 2 deci. In Tole če vam to- bom spraznila, ker vam bo lepa. verjetno Če lažje. vzamemo še enkrat, ponovimo vajo, pol litrsko Napolnimo. napolnimo, da bo malo hitreje šlo. Damo nazaj v 3 deci, 2 ostane. Damo Pa da še- vidimo, če je odgovor Približno bi mogli pravilen. biti. Ja, zelo točno, Zelo čestitke, točno. bravo, bravo. Ja, dajva se kar Pridite usesti kar nazaj, nazaj. Bomba ne bo eksplodirala. Bernarda, Mislim, da danes ne. A ste vi kaj poklicno deformirani? Recimo, ste se že zalotili, da neprestano opazujete, iščete neke podrobnosti, ne vem. Ja, sploh od začetka svoje kariere, ko sem to delala, recimo včasih kar po 24 ur na dan, brez prestanka, od sprejema stranke, podpisa pogodbe do same izvedbe detektivskega pač primera. Ja. Se je že zgodilo to, ja, da sem bila skozi v tem. Ne. Zdaj pa imam tudi druge stvari, družino in to, da znam izklopiti. A pa ste danes opazili, katero od teh 2 klobukov ima pentljo? Vaš. V redu, ja. Janko, pri vas znate zasebno pa poklicno ločiti? Ali čist Kot ne? bivši policist moram reči, da mi je to vsak dan, da nekaj opazujem in znam sicer ločiti zasebno pa poklicno, ampak večinoma tudi zasebno, ker opazujem ljudi okrog sebe in skratka vse, Kaj kar pa se domače, dogaja. kaj preverjate pa tako? Malo je treba, malo vsake te časa. V redu. Še koristen nasvet, recimo, kaj ljudi najbolj skrbi, ko se odločajo o tem, ali bi vas najeli? Kaj vas sprašujejo? Ja, največkrat nas najemajo zaradi tega, ker imajo neke dolžnike, za katere bi radi pač pridobili ta denar, pač neko materialno zadevo nazaj. In potem razne druge stvari, kot recimo gospodarske družbe, ki nas najemajo za preverke bolniških staležev, potnih stroškov, se pravi prevoza na delo in tako zelo široko paleta. Ja. Kaj jih skrbi, recimo, če vas ženska najame, da preverite, ali jo mož vara? Verjetno je malo v dvomih, saj to ni verjetno enostavna odločitev, ne? Jaz moram reči, da tle ni nobenih skrbi. Jaz imam rezultat 100% potrjeno, vedno ta nezvestoba, ampak vedno je ta korak, predno se odloči za ločitev in ta skrb. Hočeš enkrat se prepričati, bodi si moški, bodi si ženska, da naredi pravi korak oziroma da gre v ločitveni postopek. Drugi delodajalce bolj skrbi, ali bojo naši dokazi veljali potem na sodišču, kajti to je edini dokaz, da nekdo zlorablja nekaj oziroma da nekaj počne in v primeru tožb je to velika skrb delodajalca, ker potem dobi delavca nazaj, že itak je praktično ta delavec že odpisan in to so največje skrbi, ki jih imajo delodajalci. A je bila kakšna stranka kdaj nezadovoljna z rezultatom? Recimo. Moja stranka ena je vprašala, če je moj procent nezvestobe 100%, kakšen je pač ta procent in sem odgovoril, da je to še vedno 100%. In potem je rekel, jaz upam, da bo zdaj zmanjšan. Aha, in se je to zgodilo ali pač To se ne? nažalost ni zgodilo, tako da je še vedno 100% raziskanost, oziroma to drži. Ja, so pa tudi kakšne druge stranke, recimo, ker je naprimer nek primer, ki se ga lotimo, pa ga dosti hitro razrešimo, ne? Nekatero stvar pa delamo teden, 14 dni, 3 tedne in dokazov, ki bi jih rabili, ne pridobimo, ne? Ker nekaj je teorija, nekaj je pa stvar treba na terenu speljati, ne? No, zdaj, mi dva so sicer recimo javni osebnosti, pa ni težko ugotoviti, če bi Tanja delala na konkurenčni televiziji, Ja, ne. ampak koliko bi nas to stalo, da bi preverili, če morda v kakšnem računovodstvu kaj še dela zraven? Ja, zdaj odvisno, kako bi se zmenili. Ura Si pa detektiva, našel. detektivska ura je 40 evrov, ne, tukaj zraven grejo še potem potni stroški in ostale stvari, lahko bi se pa tudi za pošalno zmenili, ne, če bi nas pač najeli za daljši čas. Ja. Dobro, to smo izvedeli, ne? Domače detektive ni pametno, da se gremo ali pač, da, ne vem, iščemo šminke po vratnikih? Mislim, da ni boljše, da se to prepusti, razen, če ne mislite. Ja, Pridete v naš krog. v redu. Najlepša hvala za ta pogovor. Mislim, da smo izvedeli veliko, pa upam, da smo te stereotipe tudi malo razbili, ne? Hvala za Hvala tudi povabilo. vam in lep dan še naprej.